Prejšnjič nisem prestal tehničnega pregleda in ker bi popravilo stalo preveč, sem se pozanimal, kako bi bilo, če bi moj avto ekološko razgradili. Najprej sem hotel videti celoten proces, saj želim, da se moj avto poslovi v stilu, ker mi je dobro in dolgo služil. Ko avto pride k nam, po predhodnem osušenju, ga damo pol na linijo in ga kompletnega razdremo. Tle ločimo vse stekla, 3 do 4 vrste plastik, odstranimo motor, električne kable, tako da na koncu je gola školjka, to je ekološko čista školjka, kjer je polnadaljno predelavo ali v surovino ali v dinos, kamor gre. Ko gledam, kako razstavljajo avtomobile, me kar malo stiska pri srcu. A vem, da je tako najbolje. Drugače pokvarjeni avtomobili prevečkrat pristanejo nekje v naravi in onesnažujejo okolje. Skrbimo za naravo, da se ti odpadki ne kopičijo spet v naravi, tako kot je bilo prej. Pa določimo te nevarne odpadke, da jih damo naprej koncesionarjem, ki so za to pooblaščeni, da uničujejo, kot recimo gorivo, olje, ker vemo, da olje nekateri še zmeraj kurijo doma. In če ga mi oddamo koncesionarju, ne more priti pač kenemu na dom, da ga lahko skuri. Mi smo to pravi živi ekologi in pospravimo vse to, da se to avtomobili ne nahajajo po raznih smetiščih, po gozdovih, ob rekah. Mi to vse pospravimo. Lepo je, da avto ekološko razstavijo, ampak gotovo to stane ogromno denarja. Že samo razstavljanje traja kar nekaj časa. Zdaj ponovno je razgradnja spet brezplačna, ker lansko leto je bilo treba plačevati za razgradnjo, to je bilo $21,1 plus davek po kili avta, zdaj pa ponovno je spet brezplačna, tako da je bolj ugodno za same stranke. Za avto porabimo, to je odvisno od tipa avtomobila, porabimo približno 15 do 20 minut do popolne razgradnje. Po 20 minutah je avto ekološko čist. Popolnoma zastonj. Ne morem verjeti. Le kaj potrebujem, da bi tudi moj avto razstavili? Ko se zadnji lastnik vozila odloči, da bo pač vozilo dal v reciklažo, pripelje avto k nam ali pa na eno od naših prizivnih mest, s sabo mora imeti en osebni dokument in prometno dovoljenje vozila. Pri nas na prizivnem mestu ali pa pri nas dobi potrdilo o razgradnji, na podlagi katerega potem lahko avto odjavi. Kdo lahko upravlja ta poklic? Šola za razgrajevalca ne obstaja. O tem sem se že pozanimal. Za delo na reciklaži, zaželeno je, da so delavci mehaniki, lahko pa pride tudi z drugih poklicov, ker to se da priučiti. Tako da ni potrebno, da je vsaka delovna sila kvalificirana. Od delavcev pričakujemo, da so spretni, močni, predvsem pa zdravi. Mislim, da bojo tukaj moj avto lepo pospremili na zadnjo pot. Najbolje bo, da ga grem kar iskat. Pridem kmalu nazaj.